podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost. Prav lepo pozdravljeni vsi v podcastu Finance. Če bi vam zastavil eno retorično vprašanje, o čem se ljudje zadnje čase veliko pogovarjamo, bi verjetno dobil odgovore, kot so o carinah, o počitnicah, o medvedih. Zato bom raje vprašal, o čem se premalo pogovarjamo. In midva z mojim gostom se strinjava, da je ta tema kibernetska varnost. Gospod Vladimir Ban, vodja varnostno-operativnega centra pri A1, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Ali je na tem področju res tako hudo, kot se zdi in kot se govori? Je vedno bolj, ne? Mogoče beseda hudo je prehuda, ampak situacija je vedno bolj resna. Stanje na področju informacijske varnosti je vedno bolj resno, podjetja ga vedno bolj resno jemljajo, grožnje so vedno bolj resne in postaja vedno bolj hudo. Pa dajva si za začetek predstavljati, da imate neomejeno moč, da ste en tak cyberbog, imate sredstva, ali bi lahko popolnoma zaščitili ves ta naš digitalni svet, ki zdaj obstaja? Ali je to morda nemogoče? Ja, to je zelo taka mikavna ponudba, ne? Tako da dejstvo je, da pri informacijski varnosti je imeti neko moč odločenja, imeti neki sredstva, to so parametri, ki so pomembni. Ne? In zdaj, če vi meni res ponudite zdaj vse to, ne? Jasno je, da bi marsikaj lahko spremenili na boljše. Ne bi pa moral trditi, da bomo naredili situacijo 100% varno. Že nasploh se pri varnosti izogibamo tega pojma, ne? 100% nikoli in takih stvari. Ne? Plus tega moramo eno stvar se zavedati, ne? Varnost ni nek cilj, ne? Da bi zdaj nekaj spremenili in potem smo dobri. Ne? Stalno treba se prilagajati situaciji, ne? Tako da če mi že dajete to moč, bi jo potem rabo za skozi. Dobro. Kaj pa direktorji, s katerimi imate opravka, ni treba zdaj konkretno o vašem? Ali imajo oni razumevanje za vse, za te potrebe, ki so zdaj v zadnjih letih tako skokovito rastejo? Tudi finančni deleži poslovanja podjetij se bojo letos dvignili za 10%. Ali kdaj slišite direktorja, da reče, da je kibernetska varnost nepotreben strošek? Še vedno to slišimo, še vedno. Je pa res, da je seveda stanje na terenu je v vsakem primeru boljše, kot je bilo pred časih. Ne? To so verjetno za sabo podnesli vsi ti vdori, v katerih vemo, da so se zgodili vse te škode, ki so bile plačane. Kaj pa rečete takemu direktorju? Zdaj, če je nekdo res prepričan, da je to nepotreben strošek, ga težko tisti trenutek, kaj prepričamo drugače. Ne? Nažalost, večina takšnih direktorjev zares pozna svojo zmoto takrat, ko je prepozno. Ne, jaz temu rečem, da fino se učiti na napakah, zdaj problem je, ker se dostikrat radi na lastnih napakah učimo samo. Ne. Ampak ja, dejstvo je, da varnost nekaj stane, ne, in na nek način to je strošek. Jasno pa je, da treba nekako razumeti in treba poudariti in treba, ljudi naučiti, ne, da to ni nepotreben strošek, da je to še kako nujen strošek, ne. Celo v zadnjem času, ne povsod, ampak marsikje lahko to postaja celo investicija. Ne? Celo investicija, ker velika podjetja vedno bolj in bolj izbirajo svoje partnerje, glede na to, koliko so varnostno urejena. Ne? Dobaviteljska veriga. Tako, dobaviteljska veriga in dejansko znotraj te dobaviteljske verige, če si ti eno tako podjetje, lahko informacijsko varnost izpostaviš kot svojo konkurenčno prednost. Ne? In to se zadnje čase dogaja. Kaj so še te neke zmote, ki jih imamo ljudje o kibernetski varnosti? Razen, da je 4-mestno geslo 111 super. Ja, to sigurno je ena izmed teh zmot, ampak recimo takih malo bolj, pomembnejših zmot, ne, jaz bi tako dve bi izpostavil. Ne. Ena je ta, da smo na nek način prepričani ali pa si mislimo, da nam se pa ne bo nič zgodilo. Ne. Si mislimo, da smo nezanimivi za svet ali da smo premehni ali karkoli. Ne. Tukaj to izhaja iz nekega mogoče malo napačnega gledanja, kako v bistvu te hekerji, kriminalci na nas gledajo. Ne. In dejstvo je, da vsak, ki ima nekaj denarja, zanimiv za hekerja, ne? In ne glede na to, kaj dela. Ne? Tako da to je ena taka zmota, ne? Če še meni se ne bo nič zgodilo. Ne? Druga zmota je pa tudi zelo nevarna, to pa je neko prepričanje, da si dober. Prepričanje, da si varen, da ti pa imaš tako urejeno, da je
ti pa ne rabi skrbeti. Ne. To je eno tako prepričanje, ki marsikdaj, ali je to na nivoju podjetja doživimo, ne, ali pa recimo na nivoju posameznikov, recimo kakšnih skrbnikov, ki skrbijo za določene sisteme. Jaz vedno trdim, da je to nekako nevarno razmišljanje. Vedno moraš nekako vstopiti v neko igro, v neko zadevo, kot da si ti tisti, ki ve manj. Spanje na lovorikah je že dolgo znano reklo, ki ga ljudje modri odsvetujejo. Pa dejva naprej malce nadaljevati na nivoju posameznika. Kaj opažate pri svojem delu? A imajo ljudje svoje naprave, vsaj svoje naprave pod kontrolo? Tisti prenosnik, tisti telefon? Ker včasih vemo, da je bilo to vse polno virusov, malvera. Se je vsaj tukaj izboljšalo? BYOD ni več popularen, to vem, trend. V vsakem primeru se to izboljšuje, ne? To je dobra stvar. Ne? Tako, recimo včasih, ne? Če gledamo samo telefone, ne? To je bilo zelo, ne bom rekel pogosto, ampak zelo je bilo naravno, da imaš nekoga, ki ima, koga smo včasih rekli, rutan telefon, pa brekan telefon, pa kar neki gor inštaliran, pa tako naprej. Ne? Zdaj, statistično gledano so si te časi minili in prav tako. Ne? In se podobno tudi na delovnih postajah, tako da na nek način sigurno razumemo, da moramo neko nego tem postajam dati. Ne? Zdaj, druga plat medalje pa je, da seveda nismo še tam, kar hočemo. Ne? To pa vidimo iz statistike zlorab, če samo sicer pogledamo to njegovo statistiko ali pa če samo prebiramo te dnevne članke, nekaj se skoraj da dnevno dogaja, neke prevare do posameznikov. Ne? Pač še vedno je zadostna količina oseb in posameznikov, ki pač nima dobro poštimanih stvari. In tako da v bistvu napadalcem vsaj zaenkrat, če ne bo zmanjkalo posla. A bo treba pritegniti psihologe? V smislu, da ljudje verjamejo, da jim Brad Pitt piše iz druge strani in mu potem nakažejo denar? Ja, to so taki fenomeni, ki včasih tudi v bistvu zelo težko si jih razlagaš. Ne? Ampak dejstvo je, da se pač ljudje smo v različnih situacijah in na nek način se ujamemo v različne situacije in tisto, kar je najhujše, seveda te hekeri, prevaranti, tatovi, da to zelo dobro obvladujejo, ne? In zelo dobro izkoriščajo. Znajo zajezditi naša čustva, tako, stiske. Tako, ne? In tukaj se potem skriva tisto, kar so prej govorila o teh zmotah, ne, se jaz pa nisem zanimiv, se mene pa ne bodo, jaz pa itak ne bom nasedel na te zadeve. Ne? To so take zmote, ki potem samo še poslabšajo situacijo. Dobro. Kaj je najslabše geslo, ki ste ga srečali v svojem življenju? Veliko teh je bilo. Ne? Zdaj, najslabše geslo, pa ni moje, da ne bom kdo mislil, ne? Je prav geslo, beseda geslo. Ne? Zdaj, zakaj mi je ta v spominu ostal? Ne samo zato, ker je nekako slabo kot slabo, ne? Ampak ker se prav spomnim neke situacije, kjer sem, ne bom rekel, naletel na to geslo, ampak ko je to geslo bilo v ospredju. Bilo smo v eni taki dosti resni ustanovi, podjetju, ki naj bi skrbela za kar pomembne zadeve, ne? In smo potem izvedeli določene teste, preglede in smo ugotovili, da v bistvu kar nekaj uporabnikov dejansko uporablja to geslo, ne? Beseda geslo. Ne? In to niso bili neki uporabniki, ne vem, skladiščnih pa recepcij, ampak odločevalci, ne? In to ni v redu. Ne? Da prispevava nekaj pametnega na to temo. Če ponazoriva 8-mestno geslo, je videti že kar spodobno. Ne? Če vzamemo 8-mestno geslo brez nekih posebnih znakov, števil, koliko časa rabijo napadalci, da ga premagajo z tako imenovanim brute force pristopom? Zdaj, nisem vam povedal, da sem jaz po duši, pa ne nazadnje tudi po izobrazbi matematik, ne? Tako da lahko tej temi zdaj razglabljava dolgo na široko. Ne? Zdaj, na kratko, čist matematično gledano v informacijski varnosti 8-mestno geslo še vedno velja za zlomljivo. Ne? Če gledamo tudi ko stališča procesorske moči, nek poprečno dober računalnik, če seveda imaš neko ta pravo situacijo in okoliščine, ti tako geslo relativno hitro ali pa v nekem doglednem času lahko razbija. Ne? Tako da v bistvu, če bi zdaj gledali čisto iz stališča dolžine gesel, ne, je današnji standard 10 znakov. Zdaj pa seveda ne smemo biti pa preveč obremenjeni samo z temi, kompleksnostjo gesla. Ne smemo pozabiti, da recimo mogoče celo več kot polovico časa, ko ti
zlorabiš nekaj s pomočjo gesla, ne, to ne narediš na način, da geslo uganeš, ampak raje narediš na način, da geslo ukradeš, ne, ali pa nekaj prebereš, ali pa karkoli. Ne, in tam pa seveda potem neka dolžina gesel sploh ne igra več vloge. Ne. Socialni inženiring. Prihodnost gesli je pa precej temna. Ne? V zadnjem času veliko beremo o tem, da bomo počasi prišli v brezgeselno obdobje. Kvantno računalništvo grozi današnjim geslom. Skratka, očitno se bomo od tega načina poverilnic poslovili. Verjetno ja, ne, se to normalna stvar, ne, stvar gre naprej, ne, tako kot smo bili, ne vem, 10 let nazaj, nismo več danes, in tako kot smo danes, ne bomo čez 10 let, ne, kakorkoli obračaš, ne. Zdaj, že danes velja nekaj, ne, dostikrat se pogovarjamo o teh geslih, pa tudi ta tema, kdaj so gesla močna in tako naprej, ne. Če govorimo o neki varnosti, recimo varnosti vaše elektronske banke, varnosti, ne vem, vašega, ne vem, Gmail accounta, varnost, ne vem, nekega informacijskega sistema v podjetju, ne, že dolgo velja, da gesla sama po sebi niso zadosti, ne, sploh gesla moraš vedno kombinirati z nekim drugim sistemom, ne vem, enkratnimi gesli in tako naprej, ne. Zdaj, zares sama gesla, pa jaz mislim, da vsaj nekaj časa bojo še ostala. Ne? Vsi te neki poizkusi, ne, da bi recimo na računalnikih se uvedel nek standard z prstnimi vtisi in tako naprej, ne, večina teh zaenkrat še ni zares zaživela. Ne? Pa tudi, če ne drugače, v zabavnih televizijskih šovih so že nekajkrat pokazali, da se da prstni odtis čisto lepo posnet s kozarca, prilepiti na folijo in uporabiti. Karkoli bom rekel, pogruntali, ne skrbeti, hekerji in napadalci bodo pač našli neko orodje, ne, temu se izognejo. V resnici je vedno tako. Vsaka noviteta, takoj, ko jo postaviš na plano, takoj začne dobivati svojo opozicijo in svojo kontrarešitev. Tako. Zdaj pa greva malo k vašemu delu. V zadnjih letih so se pojavili ti SOC-i, oziroma po slovensko VOC-i, varnostno-operativni centri. In nimamo čisto dobre predstave, kako to vaše delo zgleda, navadni ljudje. Vi ste sicer menedžer takega centra. Kako to zgleda? Not so neki monitori, tam ljudje spremljajo. Ja, na nek način zgleda podobno, tako kot ste omenili. Ne? Zdaj, mogoče je stvar malo manj, s tem rečem, filmska. Ne? Zgleda namreč tako kot nadzorni center za izstrelitev Space Shuttle. Ja, no, zdaj kot prvo ne rabiš toliko ljudi, kot jih v filmu vidiš. Ne? Sej jaz mislim, da tudi nadzorni center Space Shuttle danes ne rabi več toliko ljudi. Ne? Pač vseeno je ta neka tehnologija, umetna inteligenca prenesla velike napredke, ne? Tako da ni naš nadzorni center tak, da tam, ne vem, sedi 50 ljudi in vsak gleda v nek svoj monitor in svoj graf, ne? Ampak po drugi strani pa je zadeva približno taka, ne? Se pravi, dejstvo je, da pač varnostno-nadzorni center dela točno to, kar beseda pomeni, ne? To je nek nadzor, ki ga ti izvajaš nad nekimi informacijskimi sistemi 24 ur na dan. To pomeni, da tam so osebe sedijo, ki spremljajo neke dogodke, in vsakič, ko se pač karkoli zgodi, ne, pač moraš nekako ustrezno odreagirati. Ne. Odreagirati, da bodi si ugotoviš, a se res kaj dogaja, ne, oziroma odreagirati, da poskrbiš, da mogoče nek mini incident ne bo prerastel v kaj resnega. Pa je tam ozračje bolj mirno ali je tako kot na borzi, da ljudje en čez drugega... V bistvu, kakor kdaj, ne. Pač, je pa dostikrat tudi temirno, ne. Dostikrat nemirno, posebej zadnje čase nam dolg čas ni, ne, kar se tiče teh poizkusov napadov, kar se tiče nekih zlonamernih kod, ki konstantno hodijo našim naročnikom, ne vem, razne poizkusi, uspešni ali neuspešni kraje gesel, računov, to je že vsakdanica, ne, tako da dolg čas nam ni. Kolikokrat na dan imate tak nek alarm, kjer pač tam pol nekdo... No, zdaj nekih alarmov, recimo takih, ko se nekaj dogaja, če temu tako rečem, je nekaj na dan. Ne? Nekaj na dan. Koliko je resnih alarmov, ne? Zdaj pač resnih, pač vsi delamo na te, da alarm čim prej rata neresen. Ne? Tako da v bistvu resnih alarmov v resnici malo in to je v bistvu naš cilj. A pa je bil kdaj tudi kak zabaven varnostni incident? Ste se kdaj nasmejali tam? Ja, zdaj... Po definiciji z varnostni incidenti niso zabavni. Ne? Zdaj pač
Ne gre tukaj samo za neko nevšečnost. Dejstvo je, da za 99% poizkusov je nek heker, katerega, bom rekel, motiv je samo denar in ga nič drugega ne zanima. Ne? In posledično, kakršnokoli škodo bo ustvaril ali neki osebi ali nekemu podjetju, ga ne zanima. Tako da iz tega zornega kota se ne moramo zabavati. Ne? Je pa res, da so seveda neke situacije, ne? Včasih kakšen heker ima kakšen smisel za humor, ne? Pa ko si recimo, ne vem, ko krade kakšna gesla, pa si izmišljuje svoje neke fake imena, pa mogoče se včasih kaj nasmejimo, pa tako naprej. Ne? Tako da mora biti tudi malo zabave pri tem. Ne? Mogoče malo več nekih, da bo temu reči, takih manj resnih trenutkov, takrat, kadar tudi mi izvajamo preglede, ne? Ker to je tudi del tega. Del tega je, da mi nismo samo v neki pasivni poziciji in čakamo, da bo nekdo vdiral v naše stranke, ampak tudi pri naših strankah konstantno mi izvajamo odore, zato da v bistvu sproti ugotavljamo, kje so luknje, da jih še pravočasno zakrpamo. Ne? In takrat smo mi na nek način na drugi strani mize, ne? In takrat je mogoče včasih stvar še bolj zabavna, ne? Ko vidiš kakšno reakcijo, kakšnega skrbnika ali pa kakšno okoliščino in tako naprej. Ne. To so ti tako imenovani penetracijski testi. A pa ti testi potekajo samo prek digitalnih naprav ali recimo poskušate tudi s socialnim inženiringom testirati podjetja? Oboje. Zdaj, socialni inženiring, vsaj v nekem osnovnem smislu, je vedno sestavni del tudi informacijske varnosti. Ne. Je res, da pač, če gledaš iz stališča testov, moraš tukaj biti malo bolj pazljiv, ne, ker pač na nek način se bolj osebno dotikaš, ne vem, nekega posameznika, nekega zaposlenega in lahko koga spraviš v kakšen naroden položaj, da rečem po nepotrebnem. Ne. Ampak ja, pač socialni inženiring tudi v tem nekem neinformacijskem smislu je sestavni del tega, recimo telefonski klici, probati nekoga prepričati, da ti izda nek podatek in tako naprej. Jaz sem imel v mislih, če si date kdaj gor službeno haljo enega podjetja, greste pri zadnjih vratih noter s suverenim obrazom, rečete dober dan in greste pa do prvega terminala in tam poskusite kaj. Je to seveda tudi del penetracijskih testov? Če se tako dogovorimo, je. Ne? Odlično. Kako se pa podjetja odzivajo? Zdaj, rekla sva, da je kibernetska varnost hit zadnjih nekaj let. Večina podjetij ima svoj IT oddelek, kjer nekaj ljudi drago plačujejo. Koliko so v zadnjem času podjetja pripravljena na to, da raje te stvari zaupajo vam, ker ste eksperti, ker to dnevno se s tem ukvarjate, ker imate neke mednarodne povezave. Skratka, a je ta miselnost že prodrla? Mislim, da je. Če gledam te, da rečemo, uspešne varnostno operativne centre v Sloveniji, vsem raste promet, ne? Število naročnikov, ki so vključenih, ne bom zdaj rekel, da dnevno raste, ampak tedensko raste. Ne? Mi na tedenski ravni priključimo enega ali dva ali tri kakorkoli poslovnih uporabnikov, večje, manjše, srednje, takšne in drugačne. Ne? Tako da absolutno zanimanje in zavest je. Tisto, kar je tudi dobro, je, da se zgublja nek prototip stranke, ne? Kar pomeni, da ta zavest se širi na vseh področjih, ne zdaj samo, ne vem, v nekih državnih inštitucijah ali pa v nekih finančnih. Ne. Tako da v vsakem primeru je to super. Ne. Pa kamorkoli pa se obrneš, pa seveda še vedno najdeš bom rekel, neosvojljive točke, ki jih je pa potrebno še izobraziti, še malo prestrašiti, še jim malo razložiti. Ne. Rekli ste vsa možna podjetja, pa je ta vaša storitev namenjena tudi malim podjetjem? Tudi malim. Zdaj seveda način dela je prilagojen neki situaciji. Ne? Velikost podjetja je tak pomemben parameter, ne? Ker pač, če si ti majhen, tudi v bistvu imaš bistveno manj kompleksen informacijski sistem, ne? In na temu primerno. Ampak ja, dejstvo je, da pač osnovna grožnja, ne? Nekdo bo mene napadel za to, da mi odvzame, ne vem, 10 000 evrov, 100 000 evrov, 50 000 evrov ali pa še več, ne, je enaka za vse. Ne, ali to so mala podjetja, ali so to velika podjetja, ne, enaka grožnja za vse. Kaj pa vi jamčite svojim strankam, recimo? Na kaj, ko enkrat vas najamejo, koliko mirno lahko spijo? Zdaj mi jamčimo ravno to. Ne? To je zelo pogosto vprašanje. Ne? Zdaj, kaj mi jamčimo? Ne? Se pravi,
Se pravi, če bom jaz del varnostno-operativnega centra, to pomeni, da se mi nikoli ne bo nič zgodilo, oziroma če se mi kaj zgodi, boste vi meni povrnili vso škodo. Ne? Zdaj seveda zadeva ne gre tako. Ne? Nikoli nobenemu nihče ne more nič garantirati, ne? In ne jamčimo tega. Tisto, kar mi jamčimo, je točno to, kar ste rekli. Ne? Mi jamčimo, da lahko nekdo mirno spi, ne? Da lahko nekdo petek popoldne zapusti svoje delovno mesto in da na nek način ni v strahu, da bo v ponedeljek, ko bo prišel v službo, vse zakriptirano. In to mi jamčimo. Ne? Jamčimo, da če se bo karkoli začelo dogajati pri nekem uporabniku, pri nekem naročniku, ne, da bomo mi to, upam, da še pravočasno opazili in potem seveda posledično to preprečili. Ne. To so te naše jamstva. Za medklic omenili ste petek popoldne. Vsi, ki smo kdaj delali kot administratorji, vemo, da dejansko se vse te stvari zgodijo čez praznike, čez vikende. A je še vedno tako? Ja. Se pravi, začne se vedno v delovnem času, ne, zato ker pri veliko zgodbah so prvi koraki povezani z zaposlenimi. Ne. Zaposlen je tisti, ki mora nekaj sprožiti, zaposlen je tisti, ki mora na začetku neko geslo izdati in tako naprej. In seveda to se dogaja čez delovnik. Ne. Ampak tiste ta prave hekerske stvari, ne, ko nekdo, ko ni več uporabnikov, ko ti vdiraš na strežnike, ko se prebijaš skozi informacijski sistem, da imaš vedno više in više pravice, to se dostikrat dogaja, ali pa skoraj da vedno izven delovnega časa. Ne. Ker je pač to povsem normalno, ne, ker takrat imaš ti kot napadalec mir, ne, takrat veš, da te ne bo nihče motil pri tem, ne, tudi če boš slučajno kaj narobe naredil, bo verjetno ostala stvar neopažena in tako naprej. Ne. Imate kot menedžer pogosto pokvarjene praznike? Ne, ampak ne. Imate zanesljive podrejene, jasno. Kdor me pozna, ve, da jaz živim za to službo, ne, in mene ta služba ne more pokvariti praznikov. Odlično. Pravkar je bil sprejet zakon, ključni naš krovni zakon o informacijskem varstvu. Kakšne posledice vi pričakujete? Govorila sva, da strank vam ne manjka, da kapljajo. Mislite, da bo to še pospešilo ta? Absolutno. Pač dejstvo je, da ta zakon prinaša neko nemajhno spremembo v okolico. Ne? Zdaj ta zakon, podjetja to vejo, ne, se je napovedoval in o njem se je že govorili, ne bil že na raznih obravnavah že nekaj časa. Ne, Eno leto je bil v javni razpravi. Tako da ta nek, bom rekel, val zanimanja in val zavedanja itak nekako se že začel tudi prej. Ne. Dejstvo je, da pač s tem zakonom neposredno, ta zakon se neposredno dotakne nekaj tisoč slovenskih podjetij, posredno pa še toliko več. Ne. Tako da je stališča zakonodaje nekako zdaj stvar bistveno bolj jasna. Ne. Na kratko povedano, ne, ni več tvoja, ko bi rekel, ni samo več tvoja stvar, tvoja varnost. Ne. Če imaš ti omembe vredno podjetje, si dejansko odgovoren družbi, da tvoje podjetje ne bo kar tako pogrnilo, ko bo šlo zares. Ne. In iz tega zornega kota seveda obstaja neko zavedanje, da treba te stvari poštimati, ne, da obstaja neko zavedanje, da pač ta zakon bo tako ali drugače slej ko prej v polni veljavi, ne, ker zdaj ne pozabite, ta zakon je sprejet, seveda vsebuje pa neka vmesna obdobja, ne, ni tako, da kar takoj moraš vse imeti. Ne. Ampak kakorkoli, v vsakem primeru ti zakoni so korak v pravo smer, ne, in tudi mi vidimo čisto na nivoju, ne vem, statistike, ne, vsakič, ko se nekaj takega zgodi, ne tak zakon ali pa kakšen standard, ne, dejansko vidiš večji pritok nekih strank, večjo zanimanje. In tisto, kar je pač zanimivo, ne, tudi v bistvu več napadov. Ne. Tudi kot da bi rekel, te zakoni malo zbudijo hekerje, ne, da je zdaj pa cajt, da malo pohitijo s svojimi napadi, ne, preden se podjetja dokončno umislijo vse tisto, kar nekak zakon od njih zahteva, da si umislijo. Ne. Tako da so te stvari povezane. Se pravi, tisti 2 promila, ki govorita o nepotrebni birokratizaciji, sta smešna. Ne? Ta zakon je dejansko nova era digitalnega poslovanja.
Seveda, ne, zdaj pač jasno, vsak zakon prinaša tudi neko birokracijo, ne, vedno je odprta debata, ne, a je ta birokracija optimalno zastavljena in tako naprej, ne, težko se izogneš. Ne. Ampak se poročali ste že do zdaj. Kolikor vem, je bilo dosedanje poročanje še bistveno bolj... No, glavna razlika je, da v bistvu dosedajni zakoni so zajemali bistveno ožji krog podjetij. Ne. Se pravi, ne gre toliko za neke revolucionarne spremembe v sami vsebini, revolucionarna sprememba je v naboru podjetij, ki zdaj so pod tem zakonom pašajo. Ne. Kar naenkrat neka podjetja, ki mogoče včeraj niso niti pomislila, da so zdaj družbeno pomembna, ne vem, dostavljalec hrane, pekarne lokalne in tako naprej, ne, so postale družbeno pomembna podjetja, ki morajo, če tako poenostavimo, slediti enakim normam, kot pa, ne vem, neke banke, neke podobne institucije. Ne. Na Uradu za informacijsko varnost pravijo, da je ta številka skočila iz 80 zavezancev na približno 1000 in več. Ne, kot rečeno, tukaj pa, to je teh 1000 plus je samo direktnih zavezancev, ne, preko tehle dobavnih verig in tako naprej, potem je pa še, da ne rečem, neznano število posrednih zavezancev, ki mogoče po sami črki zakona niso obvezni, da sledijo nekim normam, jih bo pa trg prisilil, da pač, če želijo poslovati v neki nabavni verigi, se pač morajo tem normam podrediti. Ne. Vsi omenjate ta pridevnik sofisticirani, ko govorimo o teh napadih. Kaj to pomeni? Ja, mogoče res ta pridevnik pa prevečkrat porabljen, ne. Mogoče predvsem v teh nekih prodajnih ciklih, marketinških ciklih. Ne. Pa kaj je tukaj pomembno v ozadju? Ne. Pomembno je, mogoče boljši pridevnik bi bil sodobni. Ne. Tako, ker s sofizmom po mojem nimajo veliko zveze. Ja. Kaj se tukaj vzad skriva? Vzad se skriva to, ne, da se napadi, ali da gledaš tehnično, ali taktično, ali kakorkoli že, ne, dosti hitro spreminjajo. Ne. Ne, recimo, tako kot so nas napadali, ne vem, pol leta nazaj, ne, nas danes več ne napadajo, pa je veliko razlik. Ne. In tako kot nas napadajo danes, nas, ne vem, čez 3-4 mesece ne bodo več. Ne. Zakaj? Seveda, ne, napadalci se prilagajajo obrambnim mehanizmom, ne. In pomembno je poudariti, da kadarkoli se greš varnost, kadarkoli vedno moraš strmeti sodobnim napadom. Ne biti ujetnik napadov, ki niso več aktualni, ne, ampak nekako strmeti sodobnim napadom. V resnici ste na nek način podobni vojskam država, kako? No, mogoče malo manj militantno, ne. Ampak tako. Nabirate orožja, izkušnje iz prejšnjih bitk. Tako. Jaz temu rajši rečem, boljša analogija mi je tako malo bolj pacifistična, je šah. Ne. Mi zelo radi igramo šah s hekerji. Ta igra se nikoli ne neha. Ne. Tudi če kdaj kakšno partijo kdo zmaga, pač takoj sledi naslednja partija. Ne. Ampak ja. Umetna inteligenca. Vsi čakajo, da jo omeniva. Pa ideva. A bi že lahko rekla, da se na tej kibernetski fronti spopada umetna pamet z ene strani, z umetno pametjo druge strani? A se že imamo te robotske, za zdaj še softverske dvoboje, ali ste ljudje še vedno tisti, ki jih upravljate? Verjetno nismo še čist tam, ne? Se pravi ta, ko bi rekel Judgment Day, ali kako pravijo v filmih, ne? Še ni tam. Ne? Ampak dejstvo je, da umetna inteligenca, kakorkoli si te algoritmi in te zadeve, so vsem nam praktično v vseh porah življenja že zdaj spremenili veliko. Mogoče se niti ne zavedamo, kje vse je prisotno v ozadju. In verjetno je informacijska varnost kvečemu še bolj poudarjena, kar se tiče vpliva na to. Nekako zgleda, da v tem trenutku bolj umetno inteligenco uporabljamo mi, ki skrbimo za varnost, kot te, ki nekako nam probajo zagraditi življenje. Ne? Razen, da prevajajo v slovenščino. Zdaj veliko bolje ta nagovorna pisma. Ne? Pripraviti nek phishing e-mail prevare je danes, jasno, tudi iz tega naslova bistveno bolj enostavno, kot mogoče včasih. Ne? Ampak predvsem je tisti najbolj pomemben del tovrstnih tehnologij, pa predvsem v analitiki velike številke podatkov. Morate se zavedati, da v informacijskem sistemu je ogromno velikih podatkov, ne?
Zdaj, če hočeš ti obvladovati ta sistem stališča varnosti, moraš te podatke obdelovati, ali pa obratno, ne, če hočeš ti zlorabiti ta sistem, moraš na nek način te podatke analizirati, ne, in tukaj je tak najbolj očitna točka, kjer umetna inteligenca danes predstavlja eno orodje, eno zadevo, brez katere si pač enostavno več ne predstavljamo, kako bi brez tega. Nismo pa še tam, da bi rekel, da nas, ne vem, cyberhacker napada cyber varnostno. In da bi vi na drugi strani zaupali umetni pameti, da bo pravilno ukrepala. Na nek način že zaupamo, ne? Ker v bistvu prek te analize, ne, če smo pošteni, ne, včasih tako misliš, ne bom rekel zamrazi, ne, ker pač vseeno, če razumeš te situacije, pa razumeš te algoritme in tako naprej, nekako veš, kaj lahko od njih pričakuješ, ni to zate neka črna škatla, ampak vseeno, že zdaj v bistvu velik poudarek zaupanja damo umetni inteligenci, ne, ker v bistvu, če pogledate varnostno operativne centre, ne, večina alarmov, s katerimi se zadeva sploh začne, ne, izhaja iz odločitve, ki jo je naredil nek algoritem. Ne. Vedno manj in manj, da ne rečem, da jih skoraj ni več teh odločitev, da nekdo bi, ne vem, ročno pregledoval neke podatke in rekel, le tam je pa nekaj čudenega. Ne. Tega skoraj da ni več. Ne. Še nekaj mi zdaj lešinilo. Pomembno orožje vas v obrambni liniji so tudi prevare. Ne. Tudi vi poskušate hekerje zavesti z nekim fiktivnimi omrežji, fiktivnimi terminali. Tudi to je del igre. Je, in v zadnjem času, v bistvu, če gledam iz stališča nas, ki varujemo, še najbolj učinkovito orodje. Ne? Najbolj učinkovito orodje. Ne? Da se heker zgublja v nekem navideznem sistemu. Morate malo zgodovino razumeti, recimo pred leti nekih pametnih orodij, da si se obranil pred napadalci, niti ni bilo. Ne? Potem so nekako prišla ta orodja, ki so bila usmerjena v detekcijo nekih čudnih stvari, ki se dogajajo, ne, ki so ti potem dala neke alarme, na osnovi katerih si potem rekel, dajmo iti pogledati. Ne. In zdaj v zadnjem času se napadalci zelo dobro prilagajajo tem orodjem. Ne. Zelo dobro prilagajajo tem orodjem, ne, in zato te pasti, ki ste jih omenili, so danes mogoče še največja nočna mora tem napadalcem. Ne. Katere tehnologije, poleg seveda umetne inteligence, pa menite, da bo v prihodnosti postale ključne pri vašem delu še? Zdaj, če mislite pod pojem tehnologije, ne, če bi se pogovarjali v smislu teh nekih sistemov, ki jih poznamo na informatike, ne veš. Dejstvo je, da se stvari spreminjajo, tudi če gledaš zgodovino, jaz se spomnim, je kar nekaj teh varnostnih sistemov, ki smo jih že malo pokopali svoje čase, pa so mogoče danes ključni, ne. Recimo tisti, ki poznajo to področje, recimo na banalnem primeru tak SIEM, to je en tak varnostni sistem, ki je, če ga greš pogledati njegovo zgodovino, nastal že kot koncept že desetletja nazaj, ali pa 10-15 let nazaj, nekako zaživel in zamrl in zdaj ponovno nekako stal od mrtvih in tako naprej. Ne, tako da zares bi se izognil kakršnekoli napovedi, katere tehnologije bo danes ali pa jutri prevladujoče. Ne? Jaz sem vas hotel pripeljati na kvantno računalništvo. Vem. Skratka, govorimo o tem že, jaz sem prvi članek že 10 let nazaj napisal, imamo naprave, ki sicer delujejo v super zahtevnih pogojih, ampak verjamete, da bo to zelo spremenilo svet, vsi govorijo o postkvantnem šifriranju, skratka, da bodo sedanje stvari postale obsolet. Mislim, tukaj ni za verjeti. Ne. Dejstvo je, da kvantni algoritmi že obstajajo. Jaz sem jih celo že pred desetletji na fakulteti imel za diplomsko nalogo, ne. In čisto gledano iz stališča algoritmov, recimo, če gledaš neke šifrirne standarde, neke šifrirne algoritme, ki jih uporabljaš danes in so danes upravičeno veljajo kot nezlomljivi v 0,1 matematiki, ne, so te isti algoritmi polno zlomljivi v kvantni matematiki. Ne, tako da to je nekako jasna stvar. Ne. Tisto, kar ni jasno, je, kdaj te računalniki bodo nekako na voljo za neko
konkretnejšo praktično uporabo, ne, in ali se bojo sploh v to smer šli razvijati. Ne. Jaz ne vidim, da bi kvantni računalniki zdaj nekako zamenjali navadne računalnike, ne, pa gre to za neko dodatno... V resnici kvantni računalniki potrebujejo sedanje računalnike, da tečejo. Tako, ne. Bolj me skrbi ali pa navdušuje, kako vzameš, ne, kombinacija kvantnega računalnika z algoritmi umetne inteligence. Ne. Tam lahko pride do bistveno večje revolucije, pa spet, ne, če to uporabljaš v dobre namene za preprečevanje napadov, smo seveda lahko zelo optimistični, ne, če pa bi ta tehnologija bolj nekako začela se pojavljati na drugi strani, smo pa lahko v skrbeh. Ne. Zakaj nimamo digitalnih volitev? Ne vem, jaz bi zelo rad imel. So razlogi na strani vašega področja, torej kibernetske varnosti, ali so kakšni drugi? Jaz bi si upal trditi, je to moje osebno mnenje, ne, da ne bo preveč v politiko zašla, ne, jaz bi si upal trditi, da absolutno niso razlogi na strani tehnike. Ne. Če pomislite, se mi danes imamo že celo življenje imamo na e-zadevah. Ne. So banko imaš, so premoženje imaš na e-zadevah, ne vem, vse stvari že lahko urejaš preko e-portalov, ne, in da je stvar sicer okusa, ampak jaz bi si mislil, da veliko teh stvari, ki jih danes že delaš izključno z elektroniko, je mogoče še bolj pomembnih ali pa še hujših, kar se tiče potencialnega impakta, kot pa neke e-volitve. Ne. Tako da jaz bi si upal trditi, da ni problem na strani tehnike. Ne. Dobro. Imamo tudi ljudi, ki razmišljajo o vsem zarotniško. Tudi zadnja leta jih je. Ja. In oni pravijo, vsa ta kibernetska varnost je kulisa, direktorji bi nas radi bolj nadzorovali. Kako bi odgovorili tem ljudem? Ja, jaz že po naravi nisem nek, ko bi rekel, zagovornik teorije zarot, ne, tako da nekako ne jemljem take stvari, če temu rečem resno, ne, ampak dejstvo pa je, ne, da v tem primeru bi rekel, nažalost temu ni tako. Ne, mogoče bi bilo dobro, če bi temu bilo tako, ne, ker to pomeni, da dejansko situacija ni tako grozna, ne, ampak nažalost še tukaj pri informacijski varnosti, in to se dokazuje dnevno, stvar zelo preprosta. Ne. Svetovni kriminal, ki pač vedno je bil in vedno bo, je vse svoje sile ali pa večino svojih sil usmeril iz nekega navadnega kriminalnega sveta v digitalni svet, ne, kar pomeni, da 99% stvari, katerih se bojimo, je v ozadju pač nek kriminalc, ki hoče od nam vzeti denar. Ne. Zdaj, ti pač moraš za svojo varnost poskrbeti, ne. Zdaj, če ne boš poskrbel, boš pač nosil posledice. Ne. Nažalost, neke teorije zarote zadnje ni. Ali je torej to področje postalo neko orožje revnih, zatiranih? Vemo, da so zadaj države včasih, ki te storilce podpirajo. Skratka, govorimo o Iranu, o Severni Koreji. Je to postalo neko orožje za izenačevanje sil na planetu? Na nek način ja, ne, nažalost, ne, saj jaz tako gledam na te situacije. Ne, A mi sploh lahko ugotovimo, kdo je zadaj? A mi lahko rečemo zagotovo, to so pa Severni Korejci napravili? Pač konstantno potekajo te raziskave, ne, se pravi vsi te neki večji udori, večje zlorabe, ne, so pač tako kot so ostala kriminalna dejanja pod stalnim nekim preiskovanjem in na nek način večini teh ugotovitev vedno potem na koncu lahko verjameš. Ne, in potem nekako vidiš, kam so se puščice usmerjene, v katere združbe. Ne, in imaš na eni strani imaš klasične kriminalne združbe, ne, mafija kot mafija, ne, ni neke težke znanosti, ne, teh se na nek način najbolj lahko bojiš. Ne. Pol imaš hekerske združbe, ki so pod neke hibridne, ne, se pravi delujejo kot kriminalne, so pa naj bi bile pod nekim financiranjem posameznih držav, ne, se pravi, ko jih države potrebujejo za neke podatke, jih pač malo najamejo. Ne. Pol imaš take, kako bi rekel, kdo bi temu rekel, kakšna take romantična organizacija, Anonymous in tako naprej, ne, kjer mogoče bi celo delno rekel, no sej, ni vse tako grozno v zadnje, ampak nažalost nekako ne pridejo do izraza, ne, so v manjšini in tudi
se mi zdi, da zadnje čase vedno bolj v manjšini. Ne. In če se vrnem na to teorijo zarot, nažalost ni teorija zarot, nažalost je čist enostaven kriminal v zadnji, ker pač gledajo, kako ti bojo kradli denar, ali tebi osebno, ali tebi kot podjetju in simple as that. Kriptovalute so tle odigrale kar pomembno vlogo, ne? Kar se tiče sledljivosti. No, nasploh v kriminalnem svetu so kriptovalute prinesle nek manevrski prostor tega pranja denarja in tako naprej. Nekako je bistveno lažje narediti nek hekerski napad, pa potem nekemu podjetju, ko reče, tukaj pač plači toliko bitcoinov, ne rabiš se izpostavljati svoji banki, pa tako naprej, ki te bo začela sprašovati, zakaj si denar nekam nakazal. Ne. Zdaj, načeloma se te stvari postopoma urejajo, ne, ampak zelo počasi, tako da ja, bitcoini in nasploh ta e-valutna situacija je pač dala nek manevrski prostor in s tem še dodaten zagon kriminalnim združbam, da so videli, da se tukaj da veliko zaslužiti. Proti koncu gremo, zdaj bom še malo o teh nekih teorijah, ki so že zelo stare. Včasih smo vedno govorili o varnosti in zasebnosti, a se še vedno te dve stvari izključujeta? Ali ste mojstri varnosti že našli način, da ne? Na nek način se bosta vedno izključevala. Pač dejstvo je, da bolj, ko greš v varnost, se tako je tudi, recimo, če bi govorili o neki fizični varnosti ali pa kaj podobnega. Ne? Bolj, ko ti želiš poskrbeti za neko varnost, bolj se zaletavaš v neke osebnostne pravice o zasebnosti, osebni podatki in tako naprej. Tako da to je neka točka, kjer nikoli ne bo idealno razrešena. Ne? Dejstvo je, da pač samo zaradi tega, da pustiš vse tako, kot ti bilo, ne moreš se prepustiti kriminalu, ne, moraš nekaj narediti, moraš uvesti neke metode in pač truda se in s tem imamo tudi mi v varnostno-operativnem centru veliko dela, dostikrat se pogovarjamo z podjetji, predvsem v času, ko se odločajo ali iti ali ne, čim je podjetje ima kakšne organe v smislu zavarovanja osebnih podatkov in tako naprej. Dostikrat veliko debat, veliko nekih, da rečem, pravnih prepričevanj ali pa razlag za to, da nekako najdemo neko podlago, ne, ali pa nek način dela, da kljub vsemu jaz bom tako rekel, da ne pobegne situacija izpod nadzora. Ne. Se pravi, da še vedno lahko trdimo, da se trudimo skrbeti tudi za zasebnost. Ne. Tako bom rekel, izbrali ste si lep, ampak tudi kar naporen poklic. Na kateri točki življenja ste se odločili, da boste zavili v kibernetsko varnost? V bistvu že zelo na začetku. Je prej za to pač vse verjetno veliko kariere takih, ko gleda za nazaj, vse neko, tako bi rekel, slučaj nekih trenutkov. Pri meni osebno veliko vlogo, bom kar poimensko ga poimenoval, bo poslušal, da je ta podcast, ali ne, pa en gospod Marko Ambrož, deluje na državni upravi, to je tudi moja služba in on je kriv, da se mi danes pogovarjava. Ne. Kriv je zato, ker me je takrat vzel službo, čeprav mu ne bilo treba, pa kriv je zato, ker se je takrat odločil, da bom pa jaz začel tudi malo skrbeti za varnost. Ne. Čeprav mi takrat na začetku niti podrazno ni bilo jasno, kaj to pomeni. Ne. Ampak danes ne bi več tega zamenil. Aha, jaz sem hotel vprašati, bi se danes pa enako odločili, ne? Ja, absolutno, ja. Absolutno. A imate kak nasvet za mlade ljudi, ki zdaj letavajo pred jesenjo, kam bi se vpisali, če grejo po vaši poti, kaj bi jim položili na srce? Kam naj svoje znanje, interese usmerjajo hitro te poletne mesece? No, nikamor se jim ne mudi z usmerjanjem znanja, ampak, ko bom rekel, absolutno je to področje, zdaj, če je zanimivo, to ve vsak posameznik, ampak to področje je privlačno. Tukaj na tem, to je kot prvo področje, kjer nam konstantno primanjkuje kadra in slovenskega in tujega. In hkrati je pa to področje, kjer recimo umetna inteligenca in te stvari, o kateri smo se pogovarjali, samo še povečujejo potrebo po kadrih, ne pa zmanjšujejo. Tako da na nek način
če bi čisto iz tega zornega kota, tako kot smo včasih gledali, ne, kam se ti splača iti, absolutno to področje, kamor se ti splača iti. Ne. Zdaj pa, če te to res zanima, ne, če si res v duši hacker, ne, seveda etični, ne, samo za take prostore v naši družbi, ne, potem pa seveda ne, ta pot je odprta. Če se navežem na kaj svetovati, ne, jaz sem zdaj že malo starejši, ne, se pravi, dostakrat, ko sedimo skupaj hekerji ali pa v varnostnem operativnem centru, sem dostakrat med starejšimi, ne, in neizbežno sem vedno udeležen v neke mentorske vloge, ne, in vidim te mlade nadebudne hekerje, mogoče jih malo preveč na začetku se zanese ta filmski model, pa takoj bi radi kar hekali, pa ta orodja, polna orodja. Ne. Skriptski diji. Tako, ne. Včasih je bilo to tako, ne, pred leti, desetletji, ali pa 10 let nazaj, ne, si ti bil car, če tako rečem, če si imel orodja. Ne, se spomnim, recimo, vsak od nas je imel takrat neke USB ključke, ne, gor si imel neke tule, boh ve, kje si jih najdo, in si bil za tega car, ker so bilo orodja, ki si jih sam ti imel, ne. In danes pa še vedno marsikdo išče te ključke, ne, ampak danes to ni več, ne, danes imaš to vse na internet, vsa orodja imaš na voljo, vso znanje za obvladovanje teh orodij je na voljo, ChatGPT vsak zna uporabljati, ne. Če se vrnem nazaj na svet, absolutno treba spoznati informatiko, treba se naučiti omrežja, treba se naučiti osnove, študirajte, kaj je Windows, študirajte, kako deluje Linux, in časa za hekanje boste imeli še dovolj. Ne? Gospod Ban, hvala za potrpežljivost in vsa ta pojasnila. Če so poslušalce napravila malenkost bolj kibernetsko budne, pa če so koga mladega navdušila za nov poklic, ali pa morda k pameti spravila kakega zakrknega ceota, potem je bil tale najin čas odlično porabljen. Se strinjam. Vas, dragi poslušalci, pa vabim, da se naročite na tale naš kanal, pač na YouTubeu, Spotifyju oziroma kjerkoli nas že poslušate. Do naslednjič. Podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost.